Živjo, sem Nika Vegar in danes vam bom predstavila, kako lahko s pomočjo narave, rožic in drugih zelišč vplivate na vaše vsakodnevno počutje. Sivka, kamilica, žajbelj, vsi poznamo te najbolj izpostavljene rastline in zelišča, ampak obstaja jih seveda veliko več. Slovenci smo uporabi rastlin kar naklonjeni, imamo tudi rek, za vsako bolezen rožica raste, za katerega smo lahko hvaležni teti Pehti. Sicer pa si znanje o rastlinah in blagodejnih zeliščih podajamo iz generacije v generacijo. Obstaja pa tudi veliko strokovnjakov, knjig na to temo, spletnih strani in vsi skupaj nam pomaga razumeti, katere rožice vključimo v kuhinjo in katerim odpreti vrata, kopalnice, jih vključiti v vsakodnevno nego. In o tem bomo danes govorili. Novo leto nas kar vedno znova vabi, da se ozremo v preteklo in razmislimo, kako smo ga preživeli. Hkrati pa tudi, da nekako naredimo plane, kaj pričakujemo od novega leta. Januar je zato po svoje kar vznemirljiv mesec. Nekako računamo na spremembe, na bolj zdrav način življenja, po drugi strani pa je to čas za poglabljanje vase, za upočasnitev in umiritev. Naprimer ob skodelici čaja. Ta čas kuhanja čaja je lahko že sam po sebi en tak poseben ritual, ob katerem si oddahnemo od vsega. Voda se počasi segreva, zelišča oddaja svojo moč in že takrat lahko zavestno in globoko vdihnete njihov vonj. Se osredotočite na trenutek in predvsem v njem uživate. Kaj sploh dati v skodelico čaja januarja? Čas za razstrupljanje pride bolj proti koncu zime, januar pa lahko izkoristimo še za umirjanje. In meni je zato zelo ljuba sivka, sredozemska rastlina s temi čudovitimi vijoličnimi cvetovi in vsem poznanim vonjem, ki odganja komarje in molje, nas pa sprošča in umirja. Sivkini cvetovi in listi so tako odlična sestavina čaja, ki ga spiješ pred spanjem ali takrat, ko imaš polno glavo skrbi. Sicer pa lahko dodaš sivko v peko sladic, vključiš jih lahko v čokoladne mafine, v pičkote. Letos poleti sem pila celo sivkino penino, tako da res paše v veliko jedi. Tudi v kozmetiki je sivka močno prisotna, pojavlja se v izdelkih za sprostitev, zelo pogosto je na primer v kopelih. Jaz pa januarja zelo rada posežem po kopeli, ki malo poživi in predvsem blagodejno vpliva na dihala, to je kopel z evkaliptusom. Tule imam evkaliptusove liste, to je zelo trendna rastlina zdaj, tako da v bistvu vejice najdete v vsaki cvetličarni, pa tudi na tržnici. In če nimate kadi, v katero bi se lahko utopili v kopel z evkaliptusom, potem lahko te vejice enostavno obesite v kopalnico ali pa kar direkt pod prho. In ko se bo ta vlaga para pri prhanju dvigala, se bo kopalnica napolnila s tem poživljajočim, svežim vonjem evkaliptusa. No, poživljajoč pa je tudi na primer ingver. Sicer ga pri nas dodamo v limonado ali pa v čaj po zimi, ampak to je v bistvu eksotična začimba, ki se zelo pogosto uporablja v kuhinji. Je sestavni del na primer kitajske ali pa tajske kuhinje. Jaz ga zelo pogosto dodajam v omake, sladko-kisle omake ali pa arašidne omake si pravzaprav več ne predstavljam brez njega, ker doda nek tak oster, poživljajoč okus. No, če smo že pri kuhinji, pa v moji ne gre brez bazilike, to je še ena začimba, ki jo zelo pogosto dodajam skoraj vse jedi. Tudi kadar nimam volje ali pa v bistvu sestavine ali pa časa za kuhanje, naredim pesto z baziliko, dodam še malo koruze, pinjol in vse skupaj prelijem čez testenine in nastane ena taka zdrava, lahka veganska jed. Tako da bazilika je vse splošno tudi uporabna, poznali so jo že v antiki, ker v bistvu zelo blagodejno vpliva na prebavni trakt, lajša težave z želodcem. Sicer pa je bazilika tudi del kozmetičnih izdelkov, v zadnjem času sicer bolj kot dišava, ker ima ta značilen, aromatičen, svež, zelen vonj, tako da jo najdemo tudi v parfumih in pa kot dišavo v naravnih čistilih. No, tale sprehod po blagodejnih rastlinah in zeliščih pa naj zaključim s kraljico kamilico. Po mojem je to rožica, ki jo v svojem življenju najprej spoznamo. Uporabljamo jo namreč za pripravo prvih dojenčkovih kopeli, pa tudi čajčkov, kasneje pa kar raste skupaj z nami.
kamilične poparke lahko uporabljamo naprimer za spiranje teh nežnih otroških lask, da dobijo še dodaten zlat lesk. Potem v najstniškem obdobju lahko pripravljamo soparo, nad katero v bistvu čistimo potem in umirjamo najstniško kožo. Kasneje pa v bistvu izvlečke kamilice najdemo skoraj v vseh izdelkih, ki so namenjeni občutljivi koži, tako v bistvu krem za roke, za obraz, za celo telo, tako da jo uporabljamo pravzaprav v kozmetiki od glave do peta. Tako, ko se boš naslednjič sprehajala po polju, travniku ali drogeriji, odpri oči in poišči rastline in blagodejna zelišča. V DM-u se v okviru aktivnosti Zaupam moč narave v januarju in februarju vse vrti okrog rastlin in zelišč. Police bodo še posebej bogate z izdelki, ki svojo moč črpajo v naravi. Kot zagovornica trajnostnega pa vas vabim, da izbirate tiste, ki so v svoji proizvodnji odgovorni ne samo do ljudi, ampak tudi do celotne narave. Hvala, ker ste bile z mano. Upam, da boste v družbi rastlin in zelišč lažje potrkale na vrata novih začetkov.